Center za poslovno usposabljanje Gospodarske zbornice Slovenije je 11. marca pripravil posvet Razvoj zaposlenih, dolgoročna naložba za podjetje. Na posvetu je bilo predstavljeno delovanje Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, spregovorili so o upravljanju talentov in razvoju zaposlenih s pomočjo izobraževanja ter prikazali nekaj primerov dobrih praks. Udeležence posveta je uvodoma nagovoril minister za delo, družino in socialne zadeve, magister Andrej Vizjak. Minister Vizjak, dobrodošli na Gospodarski zbornici Slovenije. Danes ste na posvetu Razvoj zaposlenih, dolgoročna naložba za podjetja poudarili, da je vložek v kader temeljni vložek vsakega podjetja. Torej, še širše, vložek v kader je vložek v našo prihodnost. Tako prihodnost zaposlenih, prihodnost podjetja, kot prihodnost države kot takšne. Namreč konkurenčnost gospodarstva, konkurenčnost je zelo odvisna od tega, koliko kompetentnega kadra imamo, ki je dobil svoje kompetence bodisi skozi izobraževalni proces in seveda na koncu na delovnem mestu. Torej, od te konkurenčnosti je odvisna dodana vrednost pa je seveda predpogoj za razmeroma uspešno poslovanje podjetij in visoke plače oziroma višje plače. Torej, to je pa vse skupaj v interesu vseh. Zato morajo seveda tudi vsi akterji od podjetij do zaposlenih kot tudi države narediti vsak svojo nalogo, te naloge povezati in doseči z tem povezovanjem končni cilj. Naša naloga v tem mandatu je, da programe aktivne politike zaposlovanja prilagodimo razmeram na trgu dela, tako seveda tistim, ki povprašujejo po delu, kot tistim, ki delovna mesta ponujajo. Zavedamo se asimetrij, ki jih je povzročila kriza, da je seveda dela manj, kot pa je povpraševanja po tem delu, da je število brezposelnih naraslo in zaradi tega želimo bolj usmeriti pozornost v prilagajanje kompetenc in usposabljati zaposlene za konkretnega delodajalca, ki izrazi potrebo. Zato bomo še posebej ukrepili te ukrepe, kot je usposabljanje na delovnem mestu, tudi ukrepe, ki spodbujajo delodajalce k zaposlitvi, tudi čisto konkretno finančno, in nameravamo biti pri tem bistveno bolj enostavni in pragmatični kot doslej. Mislim, da se moramo posvetiti zlasti tistemu segmentu brezposelnih, ki so izgubili v času krize delo, te so zaposljivi, saj so nedavno še delali, in tudi posebej mladim. Tako da čaka nas tu kar precej izzivov, glede na čas, katerega živimo, vendar seveda vlada sama brez neke zelo aktivne vloge gospodarstva in hkrati tudi vsakega posameznika ne bo pri tem uspešna. Torej želimo, in tak posvet gotovo kot je danes, je namenjen tudi nekemu ustvarjanju pozitivne klime do nadgradnje znanja, kompetenc in zavedanja pomena tega vseh akterjev, ki pri tem sodelujejo.